na srečanje pod lipami. Tokrat imamo v gosteh naše prijatelje iz Benečije, ki jih prisrčno pozdravljam. Osinovja Marina Hvalico, Đorđa Bankića in Ricarda Lukavijan. Dobrodošli v Gorico. Večer. Večer vodila Erika Jazda, zato ji pač predajamo besedo. In mikrofon. Tako. Torej, dober večer, tudi v mojem imenu, kot je bilo rečeno, bo v ospredju današnjega srečanja in današnjega večera bo v ospredju Benečija, slovenska Benečija, njena preteklost, njen sedanji utrip. Spregovorili pa bomo tudi in bomo ponudili nek pogled v prihodnost in v prihodnost, ne samo prihodnost slovenske Benečije, ampak predvsem prihodnost slovenstva v slovenski Benečiji, ker je to, kar nas zanima in zanima našo publiko. Povod za današnji večer je izid te monografije, zajetne monografije, z naslovom Benečija, ko se mala in velika zgodovina srečata, ki jo je napisal publicist in raziskovalec beneške zemlje in časnikar Đorđe Bankić, ki je tu gost danes večer. Izšla je pri zadrugi Most iz Čedada, ki izdaja tudi kulturno-verski list Dom. Posebnost te monografije pa je tudi v tem, da jo bogatijo zelo lepe ilustracije Morena Tomazetiča. Gre za najpopolnejšo izdajo oziroma knjigo, ki govori o slovenski Benečiji od začetkov, prav od prvih naselitev, od prazgodovine pa do današnjih dni, do leta 2013. Več je bilo mejnikov v tej zgodovini, o tem bomo danes tu govorili, predvsem pa tisto, kar je zanimivo in kar naredi to zemljo še tako posebno za nas, Goričane, pa tudi za Tržačane, je, da beneški mejniki so nekoliko drugačni od naših goriško-tržaških mejnikov. Recimo v drugem povojnem obdobju je veliko teh stičnih letnic, v sami preteklosti pa ni bilo tako. Torej, danes bomo govorili o preteklosti, o sedanjosti in o prihodnosti. Kot rečeno, gost je avtor te knjige, Đorđe Bankić, ob njem je monsignor Marino Hvalica, ki ga poznate, je teolog, duhovnik, odgovorni urednik kulturno-verskega lista Dom. Bil je vrsto let stolni župnik v Vidmu. In nedeljski župnik na Krasu. Ja, moment, nisem končala, še sva še predstaviti. Predavatelj v Videnskem semenišču na Višji teološki šoli. Sicer pa ob sobotah in ob nedeljah se vozi v Špeter, kjer mašuje v slovenščini v tamkajšnji cerkvi od leta 2013, in ob nedeljah v Dreko, v Kras, na Kras ali v Kras? Kras, na Kras. Kjer tudi mašuje, tam je dvojezična ali slovenska maša? Dvojezična maša. Torej, vsako soboto in vsako nedeljo se iz Vidma, kjer živi, se pelje oziroma ga peljejo v Špeter in v Dreko, kjer mašuje. Naš tretji gost je Ricardo Rutar, raziskovalec, deloval je v uradu, čedajskem uradu Slorja, takrat je bil in v Čedadu in v Gorici, smo imeli urad Slorja, danes in v Gorici in v Čedadu ga ni več. Napisal je vrsto zelo zanimivih študij, ena je tam, jo je prinesel beneških maturantih, to je prav poglobljena in zelo specifična študija, sicer pa verjetno ga poznate, ker je tudi prodoren komentator vsako soboto, kdaj je Nediški zvon? V sobotah, ne? V sobotah so njegovi komentarji, sicer pa je tudi on pisec in publicist. Tako da večer bo, kar se da bogat po mojem, in tudi večplastran, ker se bomo dotaknili lahko številnih vsebin, ker imamo med nami tri protagoniste, ki te vsebine jih živijo v vsakdanjem življenju, torej znajo zelo konkretno o tem govoriti in ne samo z teoretičnega vidika. Kot rečeno, povod za večer je bila knjiga in začeli bomo
pri tej knjigi, jaz je nisem prebrala, ker ima 400 strani, sem jo prelistala in sem prebrala nekaj poglavij. Ta knjiga je dragocena tudi zato, ker se tekoče bere. Je zelo razumljiva in lahko pride do zelo širokega kroga ljudi in do širokega bralstva. Je pa tudi lepa, vsebinsko lepa. Zakaj? Zdaj vam bom prebrala odlomek, ker pove, kako je nastala in zakaj je nastala. To ni nastala, ker je bil en evropski projekt ali en fond iz urada za republiko, za zamejce v Ljubljani. Je nastala iz ene osebne nuje in je nastajala vrsto let. Tako piše dr. Bankič v svojem uvodu. Moje zanimanje za zgodovino Noriških dolin se je porodilo iz osebne nuje, da bi dobil odgovor na vprašanja o koreninah in identiteti slovenske skupnosti, o njenih prvih naselbinah, o izvoru in razvoju njene posebne oblike avtonomije, o razlogih za njen demografski in kulturni propad. Konec koncev je šlo za odgovor o moji lastni identiteti, ki mi je ni bilo mogoče spoznavati in doživljati na naraven in miroljuben način. Torej, knjiga, ki izide zaradi teh vzgibov, je že zaradi tega dragocena in ima čisto en drugačen pristop do tematike, ki jo poglablja. Torej, jaz sem govorila že preveč, sedaj bom prepustila besedo gostom. Začnimo, Đorđo. Povej nam najprej, kaj je slovenska Benečija. Prvo vprašanje, ki tega postavim, kaj pomeni ta pojem? In drugo, če v Benečijo spada tudi Terska dolina ali so samo Nadiške doline? In Erezija. Ne, za Erezijo vemo, da ni, v Kanalsko dolino da ni. No, če gledamo zgodovinsko, bi bila tudi Erezija, ker tudi Erezija je bila pod Beneško dolino. Nikaj, mi pravimo, ker mi smo Benečani, ker smo bili od leta 1420 do leta 1797 pod Beneško republiko. In tudi Erezija je bila ves ta čas pod Beneško republiko. Potem stvari so se malo razvile in ta pojem Benečija je ostala recimo osrednja Benečija Nadiške doline, 7 občin, ki so v Nadiških dolinah, in še Terske doline, recimo, ker so povezane direktno. Medtem ko Erezija je malo ostala gor izključena recimo iz tokov, ki so se pa pojavljali v Terskih in Nadiških dolinah, je postala malo zaprta. Zato nekateri pišejo in pravijo, da Benečija ne sega do Erezije. In sami Erezijani nočejo biti Benečani. Ko sem rekel tudi našim prijateljem, tudi vi ste bili pod Beneško republiko, ja, nismo Benečani. Dobro. Govorili smo o tem posebnem izročilu, o tem posebni ljudski kulturi, o teh zgodovinskih specifikah. Sedaj, če pustimo prav zgodovino, o kateri bomo potem govorili bolj specifično, v čem se razlikuje ta beneški duh od našega goriškega tu in pa od tržaškega? Mislim, da razlika je samo v zgodovini, ker potem drugače jezik, recimo naša narečja, naši dialekti so, recimo, pripadajo primorskim narečjem. Kulturno smo isti, imamo iste običaje, iste navade. Pod kulturnim vidikom, jezikovnim vidikom ni razlik. Potem zgodovina je bila pa drugačna, se pravi od začetka 16. stoletja, ko je nastala meja med Beneško republiko in Avstrijsko državo ali kraljevino, recimo, in takrat, ker tudi Soška dolina
in tja do Cerknega, do Idrije, je spadala pod Beneško republiko in še prej pod Ogledski patriarhat. Tako da ta naša skupna zgodovina Benečija ni bila zaprta. Je imela redne stike, vsakdanje med Soško dolino in tudi z osrednjo Slovenijo, če pomislimo, da v 15. in 16. stoletju je toliko umetnikov prihajalo v Benečijo, ki so bili stavbari, ki so bili slikari, ki so sezidali naše cerkve, poznavodske cerkve, so jih freskali in tako naprej. To je, recimo, da kot nekateri trdijo danes, da ni bilo nobeni, da smo neka posebna skupnost odtrgana naj od furlanskega, kot od slovenskega kulturnega sveta, to ne drži. Mi smo bili tam in smo imeli tudi potem, ko je nastala meja, smo imeli redne stike s Soško dolino in z osrednjo Slovenijo. Sedaj, govorili smo o periodizaciji. Jaz sem pomislila na nekaj datumov, ki so pomembni za Benečijo. Zdaj povej mi, če se strinjaš z njimi. 1797 si že povedal padec Beneške republike, 1866, ko pride pod Italijo, 1976, ko je bil potres, 1984 ustanovitev dvojezične šole, 2001 odobritev zaščitnega zakona, ki je prinesel pomembne novosti, predvsem v Videmski pokrajini, ki je prvič uradno piše, da je tam živi slovenska manjšina, in 2004 vstop Slovenije v Evropsko unijo. Katere datume pa bi ti ob teh izpostavil? Recimo, knjiga se deli v 10 poglavij, ki imajo eno svojo specifično periodizacijo. Katere datume najprej nasplošno bi ti poudaril v tej zgodovini? Če gremo od začetka naše zgodovine, se pravi slovenskega naroda, bi postavil tudi 7. oziroma 8. stoletje, ko so se naši predniki naselili v Nališke doline. To obdobje, recimo, je pomenilo neki začetek naše zgodovine. O naselitvi in o spopadih med Langobardi in Slovani piše Pavel Diakon. In tisto, kar jaz sem podčrtal v knjigi, da smo tudi dobili, kje je bil ta prvi spopad, v kraju Broks. Vsi slovenski in furlanski in italijanski zgodovinari pišejo, da to je vas Brišča, Briških. To pa ne drži iz več razlogov. To pa je kraj južno od Špetra pri cerkvi svetega Kvirina in tam smo odkrili ostanke Rimskega mostu, ki so šele v Nadiži, o katerem mostu piše Pavel Diakon. Apud pontem napizonis fluminis. In tam je bil ta prvi spopad. Seveda Pavel Diakon piše kot Langobard in piše, kar pač mu paše. In tam že se ne razume, kako 25 konjenikov je zmagalo 5000 Slovanov. To seveda je zgodovina ad usum Delfini, to se pravi. In to recimo, da je prvi mejnik te naše zgodovine. Potem moramo podčrtati dejstvo,
da smo bili mi Slovenci že v začetku, recimo, smo stanovali tam v okolici Čegada in Čegad je leta 837 postalo glavno mesto Furlanije, glavno mesto Oglejskega patriarhata. Patriarh Kalist je iste leto prišel iz Karmina, kjer je stanoval malo let in je prišel v Čegad. Takrat je postal Čegad glavno mesto Oglejskega patriarhata in takrat je bil samo škofija, potem je postala metropolija in tako naprej. Mi smo bili v neposredni bližini glavnega mesta Oglejskega patriarhata in nismo nikoli imeli pritiskov, niso nikoli oblasti, patriarhi oglejski, skušali nas kolonizirati. Tam ko smo se naselili, pravim smo, da smo bili še Slovani, vsekako, nikoli nismo imeli pritiskov in to je zasluga prav oglejskih patriarhov. Nismo imeli nikoli pritisk, smo bili evangelizirani v našem slovenskem jeziku. Patriarh Pavlin, ki je bil Furlan, recimo, tam vsaj tradicija je ta, iz Premaljaka, on je bil apostol Slovanov, Slovencev in tudi nas sami. Ko je nastal Oglejski patriarhat tudi kot feudalna država in tu odprebaj in malo tudi polemiziram z našimi prijatelji Furlani, tudi Oglejski patriarhat kot feudalna država je bila večjezična, ni bila samo furlanska. To pravim, ker Čegad je bil glavno mesto, potem mi smo bili zraven in Oglejski patriarhat je segal do Soške doline, tja do Idrije in do Istre. Zahodni del Istre je bil pod Oglejskim patriarhatom, pod državo. Tako da smo v Oglejskem patriarhatu smo živeli Furlani, Slovenci, Hrvati in tudi druga ljudstva, recimo. Ta je bil Oglejski patriarhat začetek tiste Evrope, o kateri živimo. Če pa gledamo Oglejski patriarhat pod škofijo, je imela pa večino slovenskega teritorija, slovenskih vernikov. To, da naši prijatelji Furlani hočejo se polastiti tega pojma, te zgodovine, to res nima nobene zgodovinske podlage. No, od leta 1077 pod Oglejskim patriarhatom kot feudalna država, tja do 1420, ko je prišla Beneška republika in tako, ti so glavni mejniki. Se pravi, da mi, recimo, ali skupaj s Furlani smo sledili to zgodovino, smo bili v tej zgodovini, smo jo delili skupaj, ni da smo bili podloženi nikomur, to pojasnimo, ker že v času Oglejskega patriarhata smo uživali tudi neko avtonomijo, upravno in sodno avtonomijo, ki so jo potrdile Benetke od leta 1420.
Ja, sej ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Ko se pogovarjam jaz z beneškimi Slovenci, vedno občudujem pri njih ta velik ponos nad to zgodovinsko avtonomijo, ki je bila in upravna in sodna in tako naprej. Kaj je bila torej ta državica Sklavonija, kot si jo imenoval? Državica Sklavonija je bila prva Slovenija, ante literam. Kaj, medtem ko drugi Slovenci so živeli na Koroškem, na Krajnskem, na Štajerskem, mi smo živeli v Sloveniji, v Sklavoniji. To je pravo res. Torej smo imeli, ker so nas tako klicali najpatriarhi kot Beneška republika. No, Sklavonija, Slovenija, ker so razumeli kot skupnost, ki je govorila slovenski jezik, slovenski jezik. To je, ker ni bilo mogoče dati drugega naziva. In to pa tudi povem, ker ne samo iz zgodovinskega vidika, da identitete se rodijo in rastejo tam, kjer je razlika med jeziki, med narodi, med kulturami. Mi smo klicali ali kličemo naše sosede Furlane Lahi, B2B, ali Bizjake, Bizjake, Lahe pomeni, da so latini, in oni pa nas kličejo Slovani, latini Slovani, ker takrat še ni bilo take razlike med jeziki in tako naprej. Tako da naša identiteta se je rodila prav v tem kontekstu in je bila zelo močna, ker smo se bali, da nam jo bodo ukradli. Torej, ta naša prisotnost na tem teritoriju je pomenila prav, da v tem kontekstu smo bili pa, recimo, nezaščiteni, ker ni bilo treba ščititi, ker ni bilo treba zakon, vsak je bil svoboden govoriti svoj jezik in tako naprej. Tako da smo res imeli to posebnost, to identiteto, ki je izhajala iz našega jezika. Potem te posebnosti, da smo imeli avtonomijo, naj upravno kot sodno, to je temeljno za neko skupnost. To so baze neke identitete, tudi držav med navednicami. Medtem, ko sem pisal članke v domu, ki sem potem izbral v to knjigo, sem dobil tudi dokument iz leta 1318, v katerem neki notar iz Čedada piše statut neke vasi tam v Idarski dolini in piše, da je bila, da so rabili tudi slovanski denar, se pravi libra sklavonika. To je bila libra v začetku 14. stoletja v Idarski dolini so imeli libro sklavoniko. Idarska dolina, del vasi Idarske doline je spadalo pod Landarsko Gastaldijo, pod Benečijo, ker tudi tam so govorili in govore slovensko. Ko imaš, recimo, mejo, ko imaš upravno, ko imaš sodno avtonomijo, imaš denar, smo imeli tudi našo vojsko, je bilo
200 vojakov, ki so stražili na meji, na prehodih, na 5 prehodih, ki so med Idarsko in Soško dolino in tako naprej, ti pravi, da to je država, recimo nekako je država, je prva slovenska država. Recimo, da ta lira splavovnika je nastala 700 let pred slovenskim tolarjem. In ni malo. Je trajalo več časa tudi. Jaz sem bila pred koliko leti, že vrsto let nazaj, ko je bil še Marinič župan v Špetru, sem bila na tem arengu. Povej nam, kaj je ta arengu. A to je bila uprizoritev tega našega tako imenovanega parlamenta. Se pravi, da upravna avtonomija je imela svoje temelje na vaških sosednjah. Tam so se zbirali družinski gospodari, so upravljali skupna posestva, skupna imetja in so skrbeli za svojo cerkev. Se pravi, da za cerkev ni skrbel župnik, ker tam duhovnikov ni bilo toliko po vase. Mi smo imeli enega vikarja v Špetru, medtem ko je bil pravi župnik Benečije, potem tudi Soške doline in tja do Idrije, pravi župnik je bil čevajski kapitelj. To je imel skoraj škofovske, recimo, kako se pravi, pristojnosti. Pišejo prav dokumenti, skoraj škofovske pristojnosti. In vsako leto so hodili ti kanonikov iz vasi, od cerkve do cerkve in so spraševali ljudi, kako in kaj in kako so imetje, kako upravljajo skupna cerkvena posestva in tako naprej. In to je bila recimo baza, temelj te naše avtonomije, upravne avtonomije. Potem vsaka vas ali vsaka sosednja je izvolila enega dekana, enega župana in ga je poslala na veliko sosednjo ene sodoline. Se pravi, da sta bili 2 sodolini, to je bila Landarska in Mirska, in ta je bil neki manjši, no, to je bila velika sosednja ene ali druge sodoline. Potem, vsaj enkrat na leto, so se zbirali ti župani v Špetru pri cerkvi Svetega Kvirina in ta je bil, recimo, parlament Benečije. Na tem parlamentu so razpravljali še posebej o zunanjih zadevah, se pravi o odnosih z višjo oblastjo ali Beneško ali patriarkalno in tako naprej. To je bil nekako, to je bila nekako, recimo, naša avtonomija pod upravnim vidikom. To je bila ta sodna avtonomija, so bile, se pravi, banke, banka pride iz nekateri mislijo iz mize oziroma iz banka, na katerim so sedeli, so različna mnenja. Vsekakor. Tam so bile pa te 12-tije, sodišče je bilo, so ga sestavljali ti dekani, 12 dekanov, in so bili tudi v primeru zločina. Že od leta 1401, tam imamo zapisnik nekega procesa, kjer naši župani od prisotnosti Gastan pa niso bil samo prisoten,
So sodili pa naši domači župani. In to že od leta, to imamo že pričevanje od leta 1401 do konca Beneške republike. Še eno vprašanje, potem ko si malo premijeru, potem bomo še enkrat nadaljevali. Koliko je tega znanja med Benečani, ki je v tej knjigi, mislim, koliko poznajo beneški ljudje, recimo, omejimo se na tiste, ki so zavedni Slovenci in ne odklanjajo svojega slovenstva. Koliko se zavedajo te zgodovine in koliko znanja pravzaprav je? Moram reči, da je dosti poznano. Še pred mojo knjigo in pred vsem tistim, ki smo ga napisali v naših časopisih, v naših knjigah, raznih raziskavah, je bilo veliko napisanega in to moramo se zahvaliti odvetniku Karlu Podreki, ki je že 1884 napisal Žlavje Italijana in tam je dal že je oblikoval vso to zgodovino o avtonomiji še posebej pod Beneško republiko. Res, ma tudi tisti, ki niso zavedni Slovenci, poznajo to zgodovino. Potem oni mislijo, da smo praslovani ali ne vem, recimo, vsekakor, no, in to je neka zgodovinska zavest, je zelo razširjena in moram reči, da potem vidikom, nažalost pa v šolah tega se ne uči, ker mi, vsaj v našem času, smo poznali vse o Garibaldiju in Juliju Cezarju in tako naprej, pa o teh naših stvareh pa prav nič. V Špetru se da se uči to? Ja, zdaj v Špetru se uči, seveda, še posebej v dvojezični šoli. Vem, da nekatere učiteljice so že prišle k meni po materiali, da bi izvedle kaj in kako. In mi potem smo vsem našim učencem, naj na dvojezični šoli kot na italijanski srednji šoli, smo tudi darovali knjigo in so bili zelo veseli. Monsignor Koalica, letos vi ste Zlatomašnik. Zlatomašnik ste skupaj... Ne še. Boste, je tisti prezente sto nekako. Boste darovali skupaj z drugimi 3 sobrati 27. junija, drži? Se spomnim dobro od intervjuja, ki smo ga imeli v Petrki? Saj mislimo, tako bomo videli, ali bomo v zdravju ali ne, ker leta bodo naprej in tudi mesece, ne? Ste 4... 27. v Špetru. Ja, 4 zlatomašniki beneški, sicer 2 delujeta v Benečiji, 2 sta v Kanalski dolini. Sicer Matevčič na Višarja, Gariju v Rukvah, vi v Vidmu, v Špetru oziroma Dreki in potem je še Božo Zvonedla, ki je v Sobodnji in Sodolina, ja. Ne vem, za vami ni drugih slovenskih. Za nami je še eden, ki je iz naše župnije, naše fare, iz Jahnjena. Ampak zdaj je kot opat, recimo v Mostu, Modžo. Mostu, a ne v Rožacu? Modžo. In ta seveda je Slovenec, ampak že od samega začetka je vedno služboval po Furlaniji, tako da govori, ampak smo tudi skušali ga napeljati nazaj v Benečijo, ampak takrat je rekel, napriden v Benečijo, dokjer je živ gospod Jakovin. Ja, to bi lahko zavrnil. Pustimo. Ja, gospod Jakovin je umrl pred 5 leti, ampak on je že 25 let, ne? Potem bi bil še eden, ki je Pier Paolo Costa Peraria, ki je nečak, recimo, zelo poznanega
župnika, ki je bil Petar Kvalica, ki je bil v Barnasu. On je tudi iz slovenske družine, ampak mislim, da razume, ampak ne govori, ne? Tako bi bil. Potem imamo še v Špetru dekana, ki je Marij Kvalica, ki recimo nam je toliko dobrega naredil, da nam je odprl cerkev, tako da moramo lahko moliti slovensko mašo. Ja, ampak jaz sem govorila o duhovnikih, ki mašujejo v slovenskem jeziku. To je bilo moje vprašanje. Ja, to je Božo donelen jaz. In recimo potem na Ljesah je ta Federico Saracino, ki kot pravi ime, je iz Južne Tirolske, ne? Ampak recimo je zelo dobro naklonjen na nas, tako da tudi tam se poje, se mole in druge, in se bere vsaj na veliki prazniki eno berilo, posebno navadno je evangelij, takrat pa sem jaz prisoten, ne? Skušan. Potem kaj in moramo še povedati tudi, da v Bardu, ta je pa seveda Caligaro, ki ima velike zasluge, zato ker se ni govorilo ali pa se ne nič molilo, še so prevedli berila v tisterske reči. In zelo lepo, saj sem rekel Črnotu, da morda so mogli tudi kakšno italijansko besedo odstraniti, ampak recimo je zelo lepo. Razlika, če prijemo na prvo vprašanje, razlika med Benečijo in Goriško in Tržaško je posebno v tem, da mi smo imeli edino šolo v cerkvi, kar smo se naučili slovensko, recimo in tudi polno recimo besedi neko slovar, je bilo cerkveni slovar, potem pa kmetiški slovar. V teh stvareh recimo smo bogati, ali pa smo bili, kar gre potem za bolj industrijo in te stvari smo odvisni od italijanskih medijev, ne. Če ne, recimo, in lepo je slišati, kako govore v reki, v telih zaselkih in tako zvedeče, da lansko leto je prišla neka učiteljica iz Koroške in ko je slišala, da smo govorili v cerkvi, potem, to zanimivo, to je začudena stvar, ne? Zares? Primorska duhovščina, pri nas je pojem, je ogromno naredila za to, da smo ohranili jezik in slovensko kulturo v tem obmejnem pasu. Duhovščina v Benečiji pa je imela še večjo vlogo, ker tudi zgodovinsko gledano še pred fašizmom je odigrala temeljno vlogo pri tem, da so se ohranili Slovenci na tem koščku v zemlji. Sedaj kot beneških duhovnikov dejansko mlajših ni več. Kako se bo lahko to nadaljevalo? Ko smo se pogovarjala pred tednom dni, niste bili tako optimisti, kot bi si eden pričakoval, če gleda na dejstva. Recimo, po tem vidiku ni naviden zelo jasno, bi rekel po besedah Božoda Zvanele, ne? Ampak v istem času zdaj imamo dva, ki so že recimo tudi so mladi, ampak naprej leti, ampak zadaj za nas rastejo tudi mlajši ljudje, ki na neki način drugi sledijo za nam. Tako da, potem, če papež odpre vrata, da tudi nekateri, ki so dobre volje in dobri, recimo možje in tako, da postanejo tudi oni duhovniki, morda nekaj se bo spremenilo. Seveda, če bodi naprej... Tudi, če ne. Včasih prvo možje. Seveda, če bomo šli naprej po tisti poti, ki jo je imel od tiste položaje, ko je imel
kardinal Pio Laghi. Kadar na neki sinodi so se vprašali, pametno bi bilo, da bi tudi postali duhovniki viri probati. In to je bil kardinal Loscheider iz Fortaleze, Pio Laghi, ki je bil takrat na oblasti na kongregaciji za duhovanje in tako rekoč. V celim mojem življenju nisem našel še nobenega vir probata. In Loscheider mi je rekel, seveda, kadar ti si bil veleposlanik v Buenos Airesu, tere ljudi si imel za prijatelje, Videlo in Masero, ta niso bili prav viri probati. So bili tisti generali, ne? Tako. Eno vprašanje za nekdanjega stolnega župnika. Videmska nadškofija. Na Goriškem oziroma v sami Gorici Slovenci smo del nadškofije, prav v smislu križev pot, ki smo ga imeli v petek, ena postaja je bilo v slovenskem jeziku, ko imamo zavetnika Hilarija Tacijana, berilo se bere v slovenskem jeziku, na vstajenski maši, ki smo imeli v nedeljo, je bil škof prisoten, že vrsto leti prisoten. Kako pa je s slovenskim elementom v videmski nadškofiji? Je slovenščina eden od jezikov nadškofije, je na obrobju, se jo upošteva, je enakopravno, kako je ta zgodba? Recimo, v četrtek v stolnici je bral on eno bilo. In skoro vsako leto, ne? To v videmski stolnici. Recimo takole, do leta, ki je bilo 72. Recimo škofje so nas trpeli. Tolerirali. So trpeli. Potem, ko je prišel Batisti, in Batisti je imel kot učitelja znanega, vsaj v italijanskemu teologa Luisa Sartorija, ki je bil tudi recimo svetovalec na konciliju, se je izkazal v samem začetku odprt za vse. Bodici za Furlane, bodici za Slovence. Za Furlane ni bilo tako nevarno, za Slovence pa ja. Recimo, bilo se nevarno, še do danes morda, kaj še nasleduje. Ampak on je začel že prvi izstop, ki je imel na Matajurju, na praznik Matajure, bilo prvo nedeljo septembra, že 73. leta, že od tega vrka mi je poprašal, ali je pravo, a sam lepo napisal tole in tole, ne, da moramo spoštovati vse ljudi. In tukaj od vrha Matajurja naš pogled se odpre na daljavo, na deželje, na vse. In vidimo vse in vse moramo objeti in biti solidarni skupaj. Drugo leto potem je nastopil na dan emigranta v Čenadu in je pozdravil tudi po slovensko naše ljudi in so mu zares bili zelo hvaležni. Potem naš prijatelj in njegov sošolec Kornjali, ki je bil odgovoren na časopis in potem tudi na kulturo, je napravil vsaj 3-krat v Čenadu srečanja med Furlani in Slovenci. In to je bilo zelo zanimivo, da se odkrijejo recimo tiste zanimivosti in tudi recimo bogatstvo, posebno iz jezikovno Furlanov in Slovencev. In potem v stolnici v Čenadu, to je že zgodovinska stvar, škof je vprašal odpuščanje nam Benečanom za tiste recimo krivice, ki smo utrpeli. In seveda nekateri mu niso pa šenkali, tako se pravi,
drugi pa recimo so bili zelo zadovoljni za to. Potem recimo on je odpadel tako urada in da tudi zadnji in brolo, človek ni bil recimo tako goreč, ampak je šel sedanji, ki ga imamo, recimo, tako vsaj očitno je povedal, da ja, kaj mislite, za malo let ne bo ne Furlano, ne Slovencu, tako stvar bo rešena, ne? Mislim, da jo rečemo, da je... Že pravijo, da je veliko več. Ja. Vi ste soavtor z Božom Zvanello te knjige Mračna leta Benečije, zaradi katere ste bili Vsaj uvodnik, ja. Ste spoznali kar nekaj sodišč po deželi, ne? Zaradi tega v Pordenonu, kje ste bili, ste imeli... V Pordenonu, ja, ker... Imate tudi to kulturo, mimo teologije in vsega tega, imate tudi kulturo procesa. Recimo, veliko izkustvo, ne tako? Ja. Koliko je ostalo tega, koliko je ostalo tega mračnih let Benečije, koliko je še tega danes? Ma, povej ti. Ne, povej ti. Recimo to, že večkrat smo govorili, že 2004, kada so odpadle meje, ne? Meje so padle, ampak ne v Dragi. Vsaj nekaterih. Tako je neka cepitev, neke kuge, tako da je težko se rešiti od tega. Ne? In tisti, ki so se recimo rodili v tej pameti, v tej mislih, potem je kot recimo, ko je pravil naš župnik, impenitencija finalis, kaj je to? Če lahko o tej kugi... Smo preskočili nekaj stoletja. Ja, o tej kugi, o kateri je govoril monsignor Kvalica, moramo da je priznati, da je še prisotna. Ne? Pred tedni so občinski možje, ne, moje in žene, moje občine Poponesec, potem sprejeli resolucijo, da tam ne žive Slovenci, da je naš jezik neka govorica, nališka in tako naprej. In to nadaljuje Mračna leta Benečije. To se moramo zavedati, da je vedno ista, ki gre naprej od konca druge svetovne vojne do danes. In to moramo povedati, da ni slučajno. Sami tisti, ki nosijo naprej te teorije, ne verjamejo. Ne? Tam so interesi, tam so politični interesi in tudi ekonomski interesi. Se ne moramo skrivati, da en človek se rodi Slovenec in potem dela v slovenskih organizacijah in potem postane nosilec teh neumnih teorij. To je seveda nekaj zadaj, to so tiste tajne organizacije, jih ne bom imenoval, o katerih je pisal Božo Zvanella in to je. Tam je še hladna vojna. In mi smo pregledali zelo fino, ampak ne dovolj, ne? Dobro, tisto je bil spodarsljaj, recimo, ne? Vsekakor. To je, nikaj. In tam zadaj so ljudje, tam zadaj je politika, ker je podprta tudi od nekaterih deželnih predstavnikov, od nekaterih strank. In nadaljuje ta vojna, nikaj. To je protislovenska kampanja, ki je bila takoj po vojni. Recimo, da sam Mussolini ni naredil tega, ne? Kot nam je pisal pred leti Boris Pahor, on je pregledal dnevnik Mussolinija, leta 15 je bil v naših krajih.
v Špetru in je napisal San Pietro al Natisone, uno dei 7 comuni in cui si parla dialetto sloveno. Pika. Benito Mussolini. In ti niso še... Pa takrat je bilo še zgodaj, ni bilo pred letom 2020. Ricardo, zdaj ne bom imela ljudnostnega vprašanja, ker smo že v tej tematiki in zdaj moramo govoriti te stvari pač, ne. Kako je mogoče? Rekli smo, dvojezična šola je bila ustanovljena leta 1984, je šlo kar nekaj otrok skozi to šolo, govorimo že kar nekaj desetletij, odkar jaz pišem 20 let, o tem novi atmosferi, novem zraku, Kako je potem mogoče, da na volitvah, se je zgodilo letos,